Hey, how you doing? Dober dan, pozdravljen spet v oddaji Pozdravljen. Petkov ekstrem. Tako. V današnji oddaji, mislim, kaj se bo delalo v današnji oddaji, jaz nimam pojma, vi nimate pojma. Jaz pa imam pojem. Edini, ki ima pojem. To je že peta oddaja, to je treba povedati. V bistvu, ja, že 5. Že dolgo smo že zdržali. V bistvu. Se je že... 5 po 15 minut ali pa še več, tako da je Ja. kar dolga. Ja. Današnja oddaja, dajva raje o tem govoriti. Isto bo na približno isti način, kot je Matic prejšnji teden zame naredil. Pač malo sem te fejkal, ampak pač niso 90-ta, niso znani serije oziroma Beverly Hillsi, ki sem si mogel pogledati, zakaj se gre, zato da sem ugotovil, zakaj ne vem tega. Ampak zdaj boš mogel, v tej oddaji boš mogel ugotoviti pač znane stavke, ki jih je nekdo rekel, lahko je znana oseba bila, lahko je znan stavek iz ene serije, lahko je znan stavek iz enega filma in pač tako nekako. Dobil jih boš 8 vprašanj, v bistvu 8 stavkov, ki jih boš mogel ugotoviti. Pravila so pa, sem jih majčkeno priredil, kakor so bile prejšnji teden. Se pravi, 8 jih imaš, za vsak vprašanje lahko dobiš maksimalno 3 točke. To pomeni, da skupno imaš 24 pik. Tako. Jaz sem... Kaj še omejitev moram? 12, 15. 12 sem študiral, ampak sem rekel ne, ker si ti tudi bil nazadnje pes in si mi dal več kot polovico, ti bom dal jaz tudi več kot polovico, tako da rekel sem, da ene 15 bi jih mogel znati, 9 ti jih pa pustim, da grejo mimo, tako da ne, ali pa dajva reči 13 je moja najljubša cifra, da sva na, pa si naredil, s 13 si naredil. Ok, se pravi, znani stavki, catchphrases po angleško, jaz sem hotel najti tudi v Google, kako je pravilno slovensko, ampak ga ni nič najdel, tako da to je to. Najbolj, da kar začneva, da ne bova toliko dolgo vezla. Se pravi, to je iz filmov angleških, Tako. Ni slovenskih zadev. Ne, nič ni slovenskih, vse je v angleščini. Ok, se pravi, te prve dobiš pred vprašanje, ki ti najprej jaz sestavim eno vprašanje in probi ugotoviti, kaj bi lahko bilo nek ta znan stavek. Tako da, kar začnemo. Pred vprašanje je, vrnem se nazaj, v bistvu to je... I'll be back. Ja. To sem ti te prvega pustil. Ja, ok, ja. 2 točki dobiš zato, ker si že... Tako, evo. No, a bo? Matic? I'll be back. Ja, ok, to si ugotovil. Tako. Ok, zdaj pa bonus vprašanje. Zdaj si v bistvu 2 pike že dobil, a ne? Bonus vprašanje pa, najbrž veš, v katerem filmu je to rekel. Terminator, ja. Tako. Dvojka. Ja, zdaj je pa, vprašanje je pa, kaj je bila situacija, ki je on to prvič rekel? Kaj se je zgodilo v filmu? Se je edinkrat rekel, če je smel. A samo enkrat rekel? Ne, je še rekel. Ja, nekaj jaz sem samo spominil tisti na koncu, ko je rekel, preden je v lavo šel, kamorkoli. Ne. To je bilo v dvojki. To je bilo v dvojki. On je že v enki rekel to. Aha, okej. Pa ne bom vedel, bom pa ugibal. V smrt je šel in ni rekel, pridem nazaj. Ne. On je prišel noter, on je bil v prvem delu hudoben in je prišel noter na policijsko postajo in je rekel, da pač hoče dobiti Sarah Connor in je pač vprašal, kje je in je rekel, da je pač tam v celici in da se naj tle usede in on je rekel, I'll be back in je noter za avto se prpičil. Tako da, 2 točke si dobil, boljš ke nič, ampak lej. Se pravi, koliko je bonus, ima 3 pike? Eno. Ja, pač sam pred vprašanje sta 2 pike, ker si že pač tudi drugega ugotovil. Ok, to je to. Drugo vprašanje imava, se pravi, to besedo je izgovoril pač plešast človek, ki je imel ženo, 3 otroke, psa pa mačko. Postal je pa znan leta 1989. Wow.
Te prvo sem ti dal malo, Ja, koliko je ti? plišaš. Najnega leta je. Ja. Ne vem, da mi zavar. No! Je, Homer Simpson. No. Ok, ja, eno točko si dobil, se pravi, ker si ugotovil, kdo je to izgovoril. Zdaj imamo pa, se pravi, ta beseda je leta 2001 prišla tudi v Oxfordov. A je to že no. Ne, to je zdaj Ja. bonus vprašanje. a ne? Aha. Je prišla tudi v Oxfordov angleški slovar, kjer piše, da je beseda se uporabi, ko želiš pripomniti na nekaj neumnega, ponavadi lastne napake. Tako piše noter. Okay. Vprašanje je pač zdaj, kako se pravilno zapiše to besedo. Tle imaš, sem ti dal par, tle se bojo spodi izpisala pač tele, ki sem ti dal listke in Jaz ti... mislim, da ta. Zadnji odgovor? Ja. Ting, ting! Yes! Pravilno. Tako je v Oxfordu noter piše, tako da, ja. Ok. Jej, gremo naprej. Gremo naprej. Ok, tretjo ima ta oseba, ki je to izgovorila, a ne, je živela zelo dolg, pa zelo uspešno. In to je, aha. Ne, kar prosim. Ne bom. Live long and prosper. Zvezdne steze. Ja. Bo v redu, ti dam. Ja. Star Trek, Ja, Spock je pa to rekel. Točno, ja. Ja. No. Točno. Ja. Ja. Tretje bonus vprašanje je pa, se pravi, v katerem desetletju prejšnjega stoletja se je začela ta serija? Samo desetletje moraš ugotoviti, se pravi. 80. 80, zadnji odgovor? Ja. Ni? 66. A ja? Ja, 70-ih pol. Ne, ja, pač 66 je bila do 69. Tri sezone so bile. Aha, zastopam. Tako. Ok. Žal. Koliko sploh pik? Se pravi, ja, se piše. Se pravi, zdaj imamo naslednje vprašanje, je, se pravi, pred vprašanje. Se pravi, to je pa zgovorila pač neka tudi slavna oseba, no shit, ne? Ja. Ampak mi moraš povedati, kdo je ta, ne pač serija, ne nič, ampak kdo je ta oseba po imenu, pa po priimku. Namik je pa brum brum bum. Dobar namik. Ampak ne bom točen zdaj vedel iz glave. Ti še mogoče malo pomagam? No dej. Ni iz filma, Ampak serija. ni iz serije. Ni serije. Lahko je tudi neka oseba, ki je to izgovorila tako. Brum brum bum, Brum bum bum, ne. ti ne pove nič. Evo. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. President Kennedy. Tako je, pravilno. Ja. No, zdaj pa bonus vprašanje. Je. A je bil dober namik? Brum brum bum. Je bil dober, ampak nisem pričakoval, da je tazga. Ja. Ampak dobro. Kennedy je bil pač najmlajši izvoljeni predsednik ZDA-ja, tudi najmlajši preminuli predsednik ZDA-ja. Nagradno vprašanje se pa glasi... Kaj? V Dallasu. Ja, je, ampak to ni nagradno vprašanje. Nagradno vprašanje se pa glasi, koliko je bil star Kennedy, ki je umrl. Vem, da sem vedel enkrat to, ampak zdaj bom po mojem čisto smem biti na 42. Bliz? 4 leta si zgrešil, 46. 46, no, ok. Ok. Dobar. Evo, zdaj imamo pa naslednjo. Bum. Naslednjo imamo pa, ok.
ta rek, da si to probi predstavljati, da ni samo serije pa film. Ne? Ta rek je bil prvič predstavljen javnosti 30. septembra 1960, ampak največ se je pa uporabljal v kameni dobi. A ti še enkrat povem? Ja, Zakaj? Pač ta rek je bil prvič predstavljen javnosti 30. septembra 1960, ampak je največ se uporabljal že v kameni dobi. predvidevam, bi bila to tišina, ampak najbolj... A veš, nisem jih nekaj baš govoril, ampak daj mi prosim, rad bi slišal zdaj to. Preveč dobesedno jemljem stvari. No, kdo je to? Ja, The Flintstones, Fred Flintstone. Tako je, ja, pravilno. Ja. Rekel je pač jaba daba dum. Dodatno vprašanje je pa, se pravi, kako je bilo ime najboljšemu prijatelju Freda Flintstona? Barney. Ime, ja. A ja. Vse je, Rubble se je pa pisal. A ne? Ja, Ok. pač to Zdaj ni bilo najbolj- to, ja. je bil samo ime, tako da si pravilno. Ok. Po mojem sem že čez 13. To zna biti, ja. Ne? Glej, bomo videli, Ok, boste no, vi no, veste, vi jaz ne veste. vem, meni se ne daš ti. Ok, naslednje vprašanje je, ni Mini Cooper, ampak je pa še zmer Cooper. Cooper je bila ena serija. Coopera, ja, ne, le, Bazinga! aha, Sheldon Cooper. Iz kjere serije? The Big Bang Theory. Tako je. Veliki pokovci po slovensko, ki je... Ja, ja. Ok, se pravi, Big Bang Theory so začeli snemati leta 2007, ne? Ima 10 sezon, zdaj 217 delov. Nagradno vprašanje je pa, kolikrat je Sheldon v vseh sezonah rekel Bazinga. Za pomoč ti lahko povem, da v 6. in v 7. sezoni ni niti enkrat tega rekel. Še zmer... Moraš pa, lej, ne točne številke, lej, dam ti jih, ne vem, 5 lufta. Ja. Wow. Ali pa 10 Ajde, lufta. 10, Evo, ok, 10 137. ne, je manjša številka. A, Dost manjša. ok. A lahko še enkrat da gibam? Lahko. 80. Še zmer manjša. A ja, no, ok. Teh 217 sem dal za nalaž, ker je toliko delal, ampak rekel je, nisem šel točno štet, ampak ker sem na netu zasledil, je nekje med, rečva okrog 34 je nekdo rekel, Aha, tako da aha, no. je dost majhna Ja, številka, ja. glede na to, da je dost znan stavek. Ja, recimo, ja. Ok. Pa prvič je rekel to v drugi sezoni, ne v prvi, tako da... Aha. Ja. Ok. No, naslednjo imaš pa, zdaj, ta bo pa, zdaj ta stavek je že kar ekstremno zgubljen, ne? Ampak je še zmer stavek, kjer ga mi ne moreš reči, da ga ne morem narediti. Ja, prosim. Just don't tell me what I can't do. To je pa Lost. To je pa Kdo je to najboljša rekel? serija na svetu, John Locke. Tak. In To sem ti- mogel dati to ti zaradi še- tebe. To ti še povem, kdaj je to rekel, ker sta v pisarni med malico je z enim igral risk in je Randy, njegov boss je prišel in rekel, ti ideš ta walkabout, ne, on je bil na vozičku še takrat, mi še vedeli nismo. In je rekel, ti to noš ne mogel reči, ne, in ker je rekel, če sem to ne tebe, pa nekaj ne tebe. No, to sem dal zate noter. Ja, hvala. Ampak sem probal ekstremno izgubljen stavek, Ja. če bi ti mogoče kaj pomagal, ampak lej. Vem, da si zelo z veseljem gledal to serijo. zmer, Ja. Najbrž je že zelo dolg časa nazaj, odkar si jo gledal, ne vem kdaj si jo, ampak pač zdaj se že dolgo ni predvajala. Nagradno vprašanje je, v seriji Lost so se ponavljale nekih 6 številk, kje Ja. so? 4, 8, 15, 16, 23, 42. Hvala, ja. In to je en jenar Ja. 108. Ja. Zdaj smo ti mogli 108, vsako 108 minut. No,
Car. Lej, to sem vedel, lej, to sem rekel, enega moram dati zate, tako da... Ok, naslednja. Lej, zdaj ti bom pa jaz v bistvu to je zadnjo 8. vprašanje. In tukaj ti bom jaz zdaj ponudil eno ponudbo, kjer je ne moreš zavrniti. Če ugotoviš, kjer stavek je, ko bom predvajal to, dobiš dodatno točko. Dobiš dodatno točko, če ne ugotoviš. Ok. Ja, eno zgubiš, ampak si že ugotovil. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Ja. V prvem delu. Tako. Ok, v redu, to si pravilno ugotovil. Sem mislil, da ti bom bolj s tem zakompliciral life, ampak izgleda, da ne. Ok, dodatno vprašanje. Butter je bil pač zelo dolg časa na IMDb-ju označen kot najbolj gledan film vseh časov. Zdaj že dolg časa ni več, je na drugem mestu. Povej mi, kjer film je zdaj po IMDb-jevi oceni boljši od Godfatherja? Shawshank Redemption. Tako je. Kaznilnica od rešitve po slovenski. Nekaj par dni bila po televiziji. A res, ja. Ok, to je to. Ja. Po mojem, da si naredil, jaz mislim... Jaz mislim, da sem. Ja, itak da je. Logično. Se veva, koliko je cifra sam. Močno povedati. Nagrada je pa, da boš v temnih v noči videl, kje je tvoja luč življenja in te vodila tudi s temi vprašanji v glavi naprej. Tako da to je tvoja nagrada. Hvala lepa. Zelo dobra oddaja je bila danes, po mojem še ta najboljša do zdaj. No, super. In mogoče bomo še kdaj kaj takega ponovila, ne? Sej, meni je to fajn, upam, da vam tudi. Upam, da se ni že spet zavlekal jemal, ampak... Ne, vse se skozi dogaja, tako da... Ok, cool, to je to. Lep petek. Se vidimo drug teden, čez 2 tedna. Kadarkoli. Ja. Srečno.